Res je, odpuščati moramo. Pa ne zato, ker si želimo odpuščati ljudem, ki nas prizadanejo, ampak zato, da sebi odpremo vrata za srečo, za radost, za mir. Videti moramo, da dajanje ljubezni je naša zaščita. Vsak dan se nekaj zgodi, da smo lahko žalostni, prestrašeni, razočarani, jezni. In vendar, preden zaide sonce, moramo sebi in vsem bližnjim res z brezpogojno ljubeznijo odpustiti, da bomo mi v miru, da bomo mi radostni in da bomo ponudili roko sprave ljudem, ki še ne zmorejo biti v brezpogojni ljubezni. Ker brezpogojna ljubezen je odločitev vsakega izmed nas. Vedno imamo možnost izbire. Izberemo lahko sodbo, strah, nemir, maščevanje, jezo. Lahko pa izberemo mir, blagoslov, odpuščanje. Če nas nekdo prosi za odpuščanje, smo dolžni odpustiti takoj. Pa tudi, če nas ne prosijo, da naj jim odpustimo, smo dolžni odpustiti zaradi sebe, zaradi svojega miru, zaradi svojega zdravja, zaradi tega, da se luč in ljubezen množi v nas in okrog nas. V teh dnevih je bilo veliko nemira. Ljudje so občutili najrazličnejše občutke. Užaljenost, odtujenost, ločenost, zamere. Vendar s tem si odpremo vrata za bolezni, za prepire, za ločitve. In sami sebi si napišemo sodbo. Tisto sodbo, ki bo nenazadnje nas najbolj prizadela. Zato, dragi člani Društva za srečno življenje, brezpogojna ljubezen je brezpogojna ljubezen. Brezpogojna ljubezen je dajanje ljubezni. Je sprava. Ponudimo roko ljudem, ki so nas kakorkoli prizadeli, zato ker je to za nas in tudi za njih velik blagoslov. Prva alineja 9. člena društva, statuta Društva za srečno življenje Belis, je zelo pomembna alineja. Vsi mi, ki smo že člani Društva za srečno življenje Belis, se moramo vsak dan znova in znova odločiti, da ne bomo reagirali na dogodke okrog nas, niti ne v nas, ampak da bomo delali za mir, spravo, za ljubezen, za odpuščanje. Zelo, zelo je pomembno, da drug drugemu odpuščamo. Zelo je pomembno, da odpustimo tudi sami sebi za vse tisto, kar nismo znali, nismo zmogli v preteklosti, včeraj narediti, da bi bilo v dobrobit nas ali naših bližnjih. 14 dni nazaj je bil v Ljubljani poseben shod za življenje. Včeraj sem gledala posnetek tega shoda. Mladi v Sloveniji so imeli shod za življenje in solze sreče so mi tekle po obrazu,
ko sem gledala te navdušene, mlade, srečne ljudi, ki so bili pripravljeni ljudem povedati, da se moramo vsi odločiti za življenje, da moramo zavarovati vsako življenje in da moramo delati za življenje in ne proti življenju. Zelo pogumno so nastopali z transparenti, z pesmimi, z govori, kako pomembno je, da se vsi odločimo za življenje. Da pomagamo materam, ki so noseče in nimajo pogojev ali podpore svojih bližnjih, da bi donosile življenje, ki so ga dobile kot dar v svoje telo. I couldn't find a contact named Joanne. Who do you want to call? To, da je naša vlada dovolila splav, je izrazito škodljivo za matere, še bolj pa za te še nerojene otroke, ki imajo ravno tako pravico do življenja. Ker življenje se ne začne z rojstvom, ampak 9 mesecev pred rojstvom. In prav je, da se zavedamo vsi, da so otroci, nerojeni otroci, živi in da imajo pravico do rojstva, do ljubezni, do popolnega sprejemanja v našo družbo. In verjamem, da bo ta pohod za življenje naredil en velik premik v vseh nas, da bomo podpirali življenje, da bomo proti splavom, da bomo našli sredstva in načine, kako bomo pomagali mladim mamicam, ki zaradi partnerjevih nerazumevanj, zaradi strahu partnerjev, ne upajo ali ne morejo ali ne smejo roditi novega življenja. Ali zaradi staršev, ali zaradi družbe, ali zaradi strahov. Življenje je dragoceno. In to življenje, ki ga dajemo drug drugemu, je tako dragoceno, da moramo narediti vse, da ga ohranimo, da je dostojno, da ne posegamo v življenje in da je družba zavestna, da morajo podpreti z zakoni, z odloki življenje in da se mora dati na prvo mesto ljubezen, življenje in ne denar in ne civilizacijske ugodnosti, ampak življenje. Brezpogojna ljubezen se začne v naši globini srca. Tudi do tistih otrok, ki so še nerojeni, ki čakajo mogoče na splav, na zakoniti splav. In dolžni smo do sebe in do teh otrok zagovarjati življenje, ljubezen do življenja. Ogromno splavov je bilo narejenih v zadnjih desetletjih v svobodni Sloveniji, tudi v Sloveniji. In to je velika bolečina, ki je nevidna sicer očem, vendar se jo da občutiti. To so bili otroci, ki so bili dobesedno ubiti, neželjeni, zavrnjeni, nesprejeti, zaradi ali denarja, ali zaradi sovraštva staršev, ali partnerja, ali. In vendar je to gibanje, ki se je tudi v Sloveniji zelo močno razširilo. Več kot 3000 ljudi je bilo na shodu 1. oktobra, to je 14 dni nazaj. In ponosna sem na te mlade ljudi, ki zagovarjajo življenje. In verjamem, da bo tudi naša vlada spremenila odloke, ki zagovarjajo splave, ki zagovarjajo
v boje in da bojo našli način in sredstva, da se bo tem mladim mamicam pomagalo na tak način, da se bojo veselile življenja, ker vsaka mami, ki naredi splav zaradi kakršnih koli razlogov, je njeno življenje dobesedno uničeno. Mati, ki rodi otroka, ne glede na okoliščine, v katerih ga rodi, sama sebi odpre vrata za srečo, za mir, za zdravje. Zato podprimo življenje. Podprimo brezpogojno ljubezen do življenja, podprimo mir, podprimo vse tiste odloke, ki nas nagovarjajo, da je naše življenje nedotakljivo, da moramo delati za življenje in ne proti življenju. Včeraj sem tudi prebrala informacijo, da je več kot 20 milijonov ljudi umrlo za posledicami cepljenja. To je zelo, zelo, zelo velika številka. To so ljudje, ki so mislili, ki so verjeli, da če se bodo cepili, se bodo podaljšali življenje, da jih ne bo en virus uničil. In vendar so sprejeli veliko hujši virus v obliki cepiva v svoje telo. In predvideva se še veliko, veliko posledic vseh tistih, ki so verjeli lažem, manipulacijam. Mi v Društvu za srečno življenje Beliš smo opozarjali, smo spodbujali, da je življenje več kakor strah, da je ljubezen več kakor nemir in da je ljubezen tista, ki nas bo ščitila pred vsakršnokoli zlo silo tega sveta. In vesela sem, da je ogromno članov Društva za srečno življenje Beliš prišlo skozi to krizo, skozi ta spodbujanje za cepljenje, pogumno. Ponosni smo na vas, na nas vse skupaj, da smo zmagali v veri v življenje. In zmagujmo še naprej, ker je življenje življenje. In vsaka odločitev za življenje je velik blagoslov za vse nas. Toliko danes od mene. Najlepša hvala za pozornost.